Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana je februarja potekala predstavitev tretjega Evropskega foruma gluhih žensk, ki je bil novembra lani v Brnu na Češkem. Tokratni dogodek sta pripravili Valerija Škof in Daša Peperko, udeleženki foruma, ki sta govorili o pomembnih temah za skupnost gluhih žensk, kot so enakost, dostopnost in vključevanje v družbo. Namen srečanja je bila izmenjava mnenj in večja ozaveščenost širše javnosti o potrebah gluhih žensk. Ob bližajočem se 8. marcu, prazniku žena, je čas, da posebej osvetlimo vprašanja enakosti in pravic vseh žensk, vključno z gluhimi. Ta dan nas spominja na pomen njihovega vključevanja v družbo, zagotavljanja enakih priložnosti in podpore, kar je ključnega pomena za ustvarjanje pravičnejše družbe. Na forumu na Češkem me je najbolj pritegnilo, da so ženske pogumne, vodje, spodbujajo druga drugo in so povezane. To pogrešam tukaj in želim to prenesti v Slovenijo. Soglašam s tem. Tudi sama sem na Češkem opazila, da se o tabu temah pogovarjajo odprto, kar mi je bilo všeč. Najbolj me je pritegnila tema o reproduktivnem zdravju. O tem se res premalo pogovarjamo. O drugih temah, kot so šport, vodstvo in prostovoljstvo, imam občutek, da se že pogovarjamo. Tema o reproduktivnem zdravju pa je bila zame nekaj novega. Morali se bomo bolj osredotočiti in gluhe ozaveščati ter obveščati v znakovnem jeziku o reproduktivnem zdravju. Z Dašo sva razmišljali o gluhih ženskah in želeli organizirati nekaj, na primer tabor ali čajanko. Želeli sva se tudi tega foruma udeležiti, da dobiva izkušnje in to preneseva sem, da naredimo nekaj za ženske. To je zelo pomembno, saj nismo več tako povezane, kot smo bile nekdaj, ko so bile ženske zelo povezane. To želimo buditi. To povezanost, jih obveščati in podpirati. Pred odhodom sva že organizirali nekaj dogodkov, kot sta čajanka in tabor. Včasih sem se spraševala, ali sva na pravi poti in ali je potrebno še kaj drugega. S tem namenom sva odpotovali, da vidiva, kakšne so izkušnje drugih. Tako sva ugotovili, da je pomembno še nekaj drugega, da dobro delava na tem in da morda nekaj manjka. Šlo je za izmenjavo izkušenj. Ravno zaradi teh izkušenj sva dobili nov zagon za Slovenijo. Dogodek je vključeval delo po skupinah, v katerih so udeleženci izmenjali mnenja in izkušnje. Ta razprava je omogočila poglobljeno razumevanje različnih pogledov in ponudila nove zamisli, ki bodo prispevale k napredku in sodelovanju. Vesela sem, da je bil odziv na delavnico in predstavitev odličen. To nam je manjkalo. Da dobiva še razmišljanja drugih žensk, da niso samo najine, ampak tudi njihove izkušnje. Verjamem, da je to prvi korak in da je treba korake delati počasi, da bo še več takih delavnic, druženj in več povezanosti. Presenečena sem bila tudi nad tem, da so bile v skupinah ženske različnih starosti, z različnimi izkušnjami in pogledi. To je bilo zelo bogato, izmenjava izkušenj, ki smo si jih lahko zapisovale za prihodnje. Za dan žena, kar se tiče gluhih žensk, menim, da je bilo že nekaj narejenega, kot tudi za slišeče ženske, vendar kljub temu še vedno primanjkuje informacij. Gluhe ženske ne prejemamo informacij v znakovnem jeziku, kar je zelo pomembno. Poleg tega nam manjka tudi to, da naše izkušnje predamo drugim gluhim ženskam, jih spodbujamo in podpiramo. Tudi podpora je zelo pomembna, da je neka stvar normalna, da ni nekaj čudnega, ampak da je to preprosto normalno. Pomembno je, da smo povezane, da se podpiramo in da se normalno pogovarjamo o temah, za katere pogosto čutimo, da so tabu.
Dobro je tudi to, da govorimo o svojih izkušnjah, saj tako čutimo, da nismo edine in da nismo same. Ženske smo lepe, prečudovite in prekrasne. Ženske so tiste, ki imajo presunljive zgodbe, izkušnje in vizije, ki lahko spreminjajo svet okoli nas. Zato je ključno, da imamo različne dogodke in dejavnosti, ki omogočajo izmenjavo idej, ustvarjajo priložnosti za rast in krepijo medsebojne vezi. Ko smo povezane, lahko dosežemo še več in skupaj premikamo meje. Ne le, da na takih dogodkih izpopolnjujemo sebe, ampak tudi dajemo prostor drugim, da se izrazijo in so slišani. 21. marca, v petek, organiziramo okroglo mizo z naslovom Materinstvo v tišini, kjer se bomo pogovarjali o vzgoji otrok, s kakšnimi izzivi se soočamo ob rojstvu in odraščanju otrok, ter o komunikaciji gluhe mame pri vzgoji. Povabili bomo tudi nekaj mamic, ki bodo govorile o svojih izkušnjah. Nato bo spet tabor, že tretji, ki bo potekal od 4. do 6. oktobra. Predavatelje imamo že izbrane. Verjamem, da bo udeležba še večja. Vabim vas, ženske, da si rezervirate datume v marcu in oktobru. In spremljajte nas na socialnih omrežjih, na Instagram profilu Womer, kjer bomo sproti objavljali informacije o vseh dogodkih in kjer z nami lahko tudi stopite v stik. Skratka, kar si želite. Seveda, všeč mi je, da sta Valerija Škof in Daša Peperko vodili delavnico, ker vem, da smo mi, ki smo starejša generacija v Sloveniji, na videz morda videti super, vendar potrebujemo več znanja, da se odpremo kot ženske. Naprimer pri športu. Če ženska obupa pri enem športu, ker meni, da je prestara, to ni potrebno. Lahko se še naprej ukvarja s športom, vendar na drugačen način. Če imamo poškodbe, se lahko ukvarjamo s pikadom, balinanjem in tudi hodimo v hribe. Prav tako samozavest. Ni potrebno, da je ženska sramežljiva in zaprta. Me, starejše, predajamo izkušnje mlajšim, s katerimi si tudi starejše odprto izmenjujemo mnenja in izkušnje. Ta praznik, 8. marec, naj nas prikaže kot vodje. Naj ne bo to praznik za ženske, ki morajo ostajati doma in delati, kot je bilo v starih časih. To ni prav. Ženske in moški smo si enakovredni, zato imamo ta praznik. Sem iz Češke in preselila sem se v Slovenijo. Našo generacijo žensk spodbujamo, naj se udeležijo delavnic. Če se obotavljajo, jim rečem, naj se ne, da tam dobijo informacije, da ne bo več pomankanja informacij. Zato so na Češkem za nami. Skandinavija je bolj napredna. V Sloveniji želim isto, da smo bolj odprti za stvari. Poleg žensk ne smemo pozabiti na moške, saj tudi oni igrajo pomembno vlogo v skupnosti. Soočen s težavami, kot so vzgoja otrok, duševno zdravje in vsakdanji izzivi, ne moremo prezreti. Moški lahko prispevajo k večji enakosti in podpori, saj izmenjava izkušenj in nasvetov koristi vsem ter krepi povezovanje med spoloma. Upam, da se bo to nadaljevalo in razširilo obzorje, vendar je vseeno treba vključiti tudi moške vodje in ustvariti prostor za moške, ki nimajo dovolj informacij. V moško skupino naj pride strokovnjak, kot to počnejo na Češkem, kjer organizirajo srečanja, na katerih se svetuje o vzgoji otrok,
duševnih težavah, službi in vsakdanji rutini. Takšna srečanja omogočajo moškim, da se sprostijo, odprejo in da se bolje počutijo ob izmenjavi izkušenj. Upam na to. Na dogodku so poudarili pomen odprtega pogovora in medsebojne podpore, tako med ženskami kot med moškimi, saj vsi prispevamo k močnejši in enakopravni skupnosti. Forum je omogočil prostor za rast, razumevanje in sodelovanje, kar bo pripomoglo k večji povezanosti v prihodnosti. Ob tem pa ne pozabimo, da je dan žensk priložnost, da se spomnimo, kako izjemne so ženske. So močne, sposobne in si zaslužijo enako obravnavo in podporo.